Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Oddaja v Mariboru si, mestni svetniki so spet tukaj v studio. Žal tudi tokrat Liste Arsenovič za Maribor ni. Kot ponavadi, županova ekipa z aktualnega župana se ne odziva na oddaje. Očitno jim zadeve ni potrebno govoriti v javnosti, pač kar počnejo. Ampak pridejo tudi takšni časi. V studiu pa so Saša Pelko, lista župana Andreja Fištravca, lep pozdrav. Potem gospod Matic Matjašič, lista Mladih povezujemo, lep pozdrav. Potem je gospod Stojan Auer, lista za pravičnost in razvoj, lep pozdrav. In pa gospod Vladimir Šega iz Levice. Pozdravljen. Kaj se dogaja, da nikoli se ne odzivajo na javne oddaje? Pa ne zato, da bi vi tu bili poklicani, ampak kaj menite? Kaj je to problem ekipe? Jaz mislim, da je samo en govornik v tej ekipi, pa še ta ni ne vem kako spreten in ostali pa nekako niso. Gospod Auer, je dobro z mediji komunicirati ali ne? Če tudi včasih je ne. Mislim, da je potrebno vedno znova komunicirati. Vidite, mi se z veseljem odzovemo, kadarkoli nas kdorkoli pokliče. Gospod Matjašič? Jaz bi rekel bolj nerodno začetniško. Konec koncev pred sebami so vedno konference, zajtrki z novinarji pojasnijo zadeve, v oddajah pa mogoče še malo nerodnosti začetne. Prejšnja ekipa županova preživela kljub novinarskim vprašanjem. Jaz mislim, da tukaj oboje stransko se treba odzivati, ne, se pravi, novinarji poročajo o delu oblasti, oblast se mora odzivati na novinarje in mislim, da vsako skrivanje pred javnostjo in mediji je lahko škodljivo. Jaz mislim, da je prav, da bi danes bil tukaj predstavnik tudi vodstva občine, da bi lahko kaj pojasnil, ker recimo tudi mi nimamo vseh informacij. Dajmo pogledati, kaj se bo na seji mestnega sveta dogajalo. Zanimivo, da je ena izmed zelo redkih, zelo kratkih točk beseda 3-4. Človek bi mislil, da bomo kaj tekmovali, ne? Sprememba statuta mestne občine Maribor, ne bomo imeli 3 podžupanov, ampak bomo imeli 4, pravi zdajšnji župan gospod Arsenovič. Kaj menite? So potrebni 4 podžupani? Vidite, tu govorimo o spremembah statuta, ne, statut je najvišji akt. Ampak samo te besede. Ja, govorim, statut je najvišji akt občine, ne, in statut je kot ustava na državni ravni. Jaz mislim, da se statut spreminja, ko je res potrebno pri velikih spremembah. Zdaj, ker si je pač nek župan zaželel, da ima 4 podžupane, jaz mislim, da to ni dovolj velik razlog, da se spreminja statut, ne. Tudi me ni prepričal s tem, ko pove, zakaj rabi te 4 podžupane. Sicer bi to podprli, ampak absolutno na tak način, ker pač ima nekdo idejo, da bi pač zaradi ene svoje želje spremenil proračun oziroma statut, da bi nekemu koalicijskemu partneru zagotovil neko pozicijo, se mi zdi, pa mi rekel, že mislim, politično, nehigienično, to podpremo. Gospod Matjašič, 3-4? Jaz to idejo 4 podpiram, če župan vidi, da rabi več ljudi, da pokrivajo področje, je tako prav. Konec koncev pa je to bolj učinkovito in ceneje, kot če si župan prileče v kabinet desetine ljudi, ki potem ostanejo za večno tam za nedoločen čas. Konec koncev prejšnji župan je na koncu zaposlil ljudi za nedoločen čas in mislim, da je prav, da podžupani so vezani na mandat župana in tudi z njim grejo in se on izbere ekipo, s katero dela. Niso potem na njih plačal še celo večnost. Gospod Auer? Jaz te pravice županu nikoli nisem odrekal, torej kadarkoli se odloči, da bo v svojo ekipo povabil ljudi iz te ali one stranke, je to njegova legitimna pravica, sam si izbira svoje ljudi in sodelavce, za katerimi pač stoji in vsi ti ljudje bodo seveda morali položiti račune svojim volivkam in volivcem. Je pa res, da v listi za pravičnost in razvoj statuta oziroma spremembe statuta ne bomo podprli, pa ne zaradi tega, ker bi županu odrekali to pravico, ampak ker smo v koalicijsko pogodbo zapisali, da si bomo skupaj prizadevali zmanjšati število svetnikov. Lista za pravičnost in razvoj je že v samem štartu predlagala, da je v Mariboru nepotrebno tako visoko število mestnih svetnikov. Imamo jih 45, toliko jih ima samo mestna občina Ljubljana, ki ima 2,5-krat več prebivalcev in 3-krat večji proračun, zato ji ne odrekamo pravice, da ima 45 mestnih svetnikov. Denimo občina Celje, občina Koper, imajo samo 33 mestnih svetnikov in v LPR predlagamo, da bi mestna občina Maribor morala imeti ampak 37 mestnih svetnikov. Gre za neki proporcionalni izračun glede na število prebivalcev in pa seveda na drugi strani tudi proračun, s katerim razpolagamo. Hkrati pa je to tudi na nek način racionalen način, se zmanjšamo, bi rekel, nepotrebno
število financiranja tolikšnega svetnikov, ki na koncu koncev nič ne prinese. Veste, dvorana generala Rudolfa Maistra pa je izredno tesna in bi zatem vsaj malo dobili več zraka, kot dobro veste, se dušimo 3 ali v 4. prostoru. Izvolite. To naj bi videli, da predstavlja hodni koalicijski, to je bila želja nas, ki potem ni bila hodni koalicijski. Število svetnikov pa določa zakon, ki nad 1000 prebivalcev določa 45 svetnikov. Torej, to je zakon in ne občinski akt. Glejte, gospod Matjažič je zelo mlad, ne, in jaz ga seveda spoštujem kot takega, ga jemljemo seveda v sredino z tem, da se bo marsikaj tudi naučil. Dovolite še enkrat. Če zmanjšamo število svetnikov, ni ničesar narobe, tudi ni v neskladju z, bi rekel, zakonodajo. Je pa po drugi strani res, ne, da naša teza bi recimo njemu prerekala pravico, da je član mestnega sveta. Vi bi prej izpadli. Hočem reči ravno zaradi tega, ker ta trenutno volilni sistem omogoča, da se nekdo, ki se malce poorganizira tudi s svojimi družinami, lahko prebije v mestni svet. Po naši tezi, če nekdo ne zbere vsaj 1200 glasov, ne more zastopati mesta Maribor. Ampak seveda zakonodaja je takšna, kot je. Gospod Šega, 3 ali 4? Načeloma ne vidim težav tudi z 4, tudi z 5 župani, če bi vrstni red bil pravilen. To pomeni najprej spoznanje, da ne zmore vsega sam, potem sprememba in šele na to ime, vsa zgodba je pa potekala v obratni vrsti, ampak kakorkoli njegova legitimna pravica je, da se izbere svoje sodelavce, ali so to podžupani ali to povečanje kabineta, praktično ne prinaša. Če se prav spominjam, je mestna občina Maribor prvič sedaj naredila to, da preprosto na delovni petek 3. maja ni delala. Ne pomnim, da bi kdajkoli to imeli. Je to normalno? Mislim, konec prejšnjega leta, 2018, je bil dopust kolektivni, še v času župana Fištrovca, za nek dan med prazniki. To se je dogajalo večkrat. To se je že zgodilo. Je to dobra? Ta dan moram, mislim, nekako noč spraviti, da to ne vidim neke škode, rekel, za sam servis, za občane, če je en dan v tej, rekel, v takih blok praznikih. Ne. Se mi zdi sporno, tudi večina družb nekako poskuša uskladiti kolektivno dopust, tako da. Mi smo že v samem evropskem združenju oziroma Evropski uniji nek unikum, ne. Praznujemo še 2. maj, ki ga nobena druga država ne. Gleda, da smo v Mariboru pa še toliko bolj unikum. Ja. Na seji mestnega sveta bo tudi ustanavljanje javnega holdinga, ustanovitev javnega holdinga. Zanimivo, če ste brali gradiva, zato veliko pišejo, da bodo stroški izobraževanja nižji, ko bo javni holding, da bodo stroški skupnih nabav nižji, da bo racionalizacija investicij, ampak niti z ene besede pa ne, da bi zaradi ustanovitve holdinga bile nižje položnice javnih komunalnih podjetij. To boste odločali 13. maja na seji. Kakšno je vaše stališče? To je en aspekt, ko ste ga vi povedali, tukaj še več ostalih aspektov. Ja, ustanavljanje samega holdinga, to je v bistvu hrbtenica enega mesta, je zelo velika stvar in pomembna stvar. Tudi v našem mandatu smo želeli, da se optimizira delo javnih podjetij. Takrat smo naročili študijo, ki je pokazala, da bi najboljša rešitev za to bila koncern, ker tu gre za en velik proces. Sem prepričan, da bi morala biti malo širša razprava, da bi tukaj morala biti vključena strokovna javnost, bom rekel mediji in tako naprej, da je potem, bom rekel, ko pride do nekih odgovorov na vse možne vprašanja, da bo takrat, ko bo že široka, bom rekel, podpora javnosti, dejansko nekaj čisto normalnega, da se podpre sama holding oziroma koncern, ker zdaj se meni zdi tako veliko sprememb, bo dela z enim pač odlokom na hitro, se mi zdi preveč neresno in preveč, bom rekel, sumljivo se nekomu tukaj mudi. Se pa strinjam, da je treba nekaj narediti na področju teh javnih podjetij in da je na tem področju treba najti neko optimizacijo, ampak jaz ne verjamem v te bliskovite rešitve, ker dobimo nek odlok na mizo, bomo preštudirati in potem se odločiti, ali smo za, ali smo proti. Poglejte, mi smo za optimizacijo, ampak se mi zdi to vključena vsa podjetja, ne? Če ravno niso 100% ravno to je specifika, ne? Maribor, občina Maribor, ustanoviteljica samostojna, samo mislim, da pri Marpromu in pri energetiki, drugje je delno, tu so javni zavodi, tu so potem DOO, DD in tako naprej, komplicirana zgodba je, tako da mislim, tukaj se mi zdi, da dejansko neke prave javne razprave o tem ni bilo.
In jaz mislim, da je morala biti, zato v taki obliki holdinga popet ne moremo, ker se mi zdi, da se nekomu preveč mudi. Če bi zadevo zamaknili mogoče nekje do jeseni, pa do takrat neko javno razpravo opravili, v tem ne vidim težave, ampak trenutno je toliko odprtih vprašanj, da dejansko ne upam za tak odlok glasovati, tako bom rekel. Gospod Matjašič, je to dobra zadeva? O nekem združevanju podjetij javnih, o optimizaciji govorimo že desetletja v Mariboru. Konec koncev v kampanji lani novembra smo skoraj vseh 18 se strinjalo, da moramo govoriti o nekaj obliki združevanja javnih podjetij, o optimizaciji. Javna razprava ste imeli v ponedeljek, imamo prvo sejo, prvo obravnavo, ker damo pripombe svetniki, potem se pripravi druga obravnava, sprejema se v 2 delih, mislim, da je zadeva strokovno pripravljena in da je prav, da lahko zaploskamo, da končno gremo konkretno v smeri optimizacije. Bomo okoliške občine povozili, kaj vas pa briga, kaj boste vi govorili? Mi bomo Maribor bo ustanovil holding, pa če je vam to prav ali ne. Kako boste pojasnili okoliškim občinam, da pač, premali ste, ko boste dovolj veliki, ko Maribor boste lahko odločali. Kako boste to v bistvu pojasnili? Ta podjetja bodo še vedno uporabljala službe, storitve teh podjetij in po mojem bo ta optimizacija vplivala na vse pozitivno. O položnicah? Položnicah? Nobene, v prvem gradivu ni nobene besede, da bodo nižje položnice. Gledajte, nekateri so govorili o 40% manj, pa smo mogli zdaj podražiti, žal, ker se je skladala situacija na Snagi za zelo slabo. Situacija se tam zdaj rešuje na Snagi, imamo tudi to na dnevnem redu, tako da mislim, da pride tudi čas za to. Prvo treba zadeve optimizirati, kar so nekateri drugi zastrali. Tudi jaz samo recimo toliko. Javna obravnava ne pomeni to, javna razprava ne pomeni to, da imamo prvo branje nekaj odloka, ki je že neko fiksen, pa pač gre samo za spremembe od drugega branja. Javno obravnavo si predstavljamo nekaj okrogle mize, kjer pridejo tako strokovna javnost, kot laična javnost, kot politična javnost, ker tam 45 svetnikov, mi nismo strokovnjaki za te zadeve. In tukaj bi jaz želel, da se soočijo strokovnjaki, da se soočijo mediji, da tu se soočijo potem tudi konec koncev politična javnost, da pa dobimo mi na mizo nek predlog odloka, v katerem se moramo odločati. Oprostite, tam bo samo enostransko predstavljen ta odlok, kje imamo drugo stran, da mi postavi druge zadeve. Prepomembno odloke, jaz vem, da se odloki na tak način sprejemajo, ampak pri tako pomembni veliki stvari pričakujem res eno široko razpravo. Zaradi tega govorim, na koncu jaz ne vidim težave, tudi mi smo hoteli optimizirati javno podjetje, ampak tako hitenje se mi zdi, da je dejansko tukaj najbolj škodljivo od vsega, samo to. Koncerne ste predlagali na isti način? Mi smo imeli študijo, mi smo naročili študijo, mi smo dejansko šli po nekem postopku, po nekih poti, ker to je prevelika stvar, o tem govorimo. Tu Slovenija ni šla v EU z enim odlokom, oziroma enim zakonom. En postopek je bil, ne? Torej, pomisleki so na mestu. V Listi za pravičnost in razvoj smo jih predstavili včeraj na našem koalicijskem sestanku. Povedali smo, da je razlogov za to, da se to gradivo odloži oziroma da se ga na tej seji ne obravnava veliko. Povedal sem v kratkem, seveda, 4 poglavitne točke, ki jih v Listi za pravičnost in razvoj pogrešamo pri gradivu, ki je zdaj pripravljeno za razpravo. V prvi vrsti gre za proces, ki ga je treba zelo dobro naštudirati, da nas kasneje ne bo bolela glava. Ne nazadnje, Ljubljanski holding je lansko leto končal 14 milijoni evrov izgube. V Mariboru si kaj takega ne bi mogli privoščiti, oziroma nas bi pripeljalo do finančnega zloma. Zato je toliko bolj pomembno, da je ta razprava tehtna, argumentirana in seveda podprta z analitičnimi številkami, ki jih pa to gradivo niti ne prinaša. Zdaj od prvega, poskusa uvrstitve na mestni svet do zdajšnjega je minilo točno 3 mesece. Vmes so seveda pripravljalci gradiva dodali bolj ali manj samo v nekaj stavkih tako imenovano SWOT analizo, ki sem jo prav na tej oddaji govoril, kako nujno je potrebna. Namreč, če se želimo lotiti tako pomembnega posega, kot je združitev javnih podjetij v neko organizacijo imenovano holding, v prvi vrsti potrebujemo nek presek stanja vseh podjetij. Jaz zelo dobro poznam probleme komunale, vendar ne moram reči, da poznam trenutno stanje kateregakoli javnega podjetja. Vsi podatki so bolj ali manj prikriti in tudi letna poročila. Jaz še zdaj povem, da se jaz in Lista za pravičnost in razvoj ne podpiše pod elaborat za dvig cen podjetja Snaga. Jaz sem 2-krat povedal, da so se pod to gradivo podpisali župan, podžupan in pa vodja urada za komunalo. Jaz nimam razloga, da jim seveda ne verjamem, vendar gradivo kot tako je meni seveda bilo
bi rekel, čudno oziroma do te mere sumljivo, kajti po naši oceni ne izkazuje dejanskega stanja, v katerem to podjetje Snaga govorim. Kaj bi morali, torej, če menite, da bi torej zadevo... 4 točke, če dovolite, objasnim vse. Sicer si malo več časa vzel, pa bodo kolegi dajte na kratko povedati. V prvi vrsti, prva najbolj pomembna točka je tako imenovano lastniško pravo. Lastniški proces oziroma lastniško pravo. Mi imamo recimo v podjetju Vodovod lastništvo Mestna občina Maribor v višini 75%. Vse ostalo so lastniki 19 občin. In zdaj, seveda, če prenesemo lastništvo v holding, se morajo pri tem na nek način odločiti ali pa vse soglašati tudi ostali lastniki. Zdaj, seveda, pravnik, ki zagovarja to stališče, pravi, da to ni potrebno. Ampak v holdingu oziroma v odloku za holding pa piše, da bo o dobičku odločil izključno holding. Torej, mi vzamemo lastnikom neko njihovo lastniško pravico, ki je pa neodtuljiva. Veste, to so Druga stvari. točka? Kjeram? Druga točka je delovno procesno pravo. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo z ljudmi, ali se bodo vsi ljudje prenesli na holding. Zdaj, če bi konkretiziral, pa bom dal primer. Vlado je zaposlen kot informatik v energetiki. Igor je zaposlen, Matic je zaposlen, pa dobro, sej samo karigiram, Matic je zaposlen v Snagi in Saša je zaposlen v Nigradu. On ima, tako tudi zdaj kažejo seveda vse številke, plačo 1000 evrov. On ima 1500 evrov, on pa ima 2500 evrov, ker eno izmed podjetij ima bistveno večjo plačo kot pa seveda preostala. In kaj to pomeni, če so vsi trije za isto, bi rekel, kategorijo delovnega mesta preselijo v holding? To ne pomeni, da bo Vlado imel še naprej 1000. To ne pomeni, da bo on imel 1500. Ampak to pomeni, da bo vsi trije morali imeti plačo 2,5. To dviguje bistveno seveda finančno, bi rekel, breme, ki ga doslej nismo poznali. In to je treba vedeti. Tretja, zelo pomembna točka je ravno to, kar sem prej govoril. Analitično stanje, tako kot ste sami povedali, ali to prinaša na nek način pocenitev položnic, ali pa to pomeni podražitev položnic. Niti ene, bi rekel... gradivo je zelo kratko. Niti ene primerjalno pravne tabele finančnih učinkov na holding niso predstavili. In četrta? In zadnja, nadzor. Vi morate vedeti, da v Listi za pravičnost in razvoj jaz osebno ne morem dovoliti, da mestni svet ne bo več imel nadzora nad poslovanjem javnih podjetij. V tem primeru župan odloča, kdo je v nadzornem svetu in nadzorni svet, vemo, da je ponavadi vedno delegiran politično, da so to ljudje, ki ponavadi tudi strokovno nimajo nobenega znanja. Bo denar za prihodnje volitve imel. In v tem primeru mestni svet nima več nadzora. Gospod Čega. Holding temelji, v teoriji je sicer zgodba o holdingu zelo simpatična, vendar temelji na dveh popolnoma nesmiselnih predpostavkah. Temelj za holding in kot dobro prakso so vzeli Graški holding in Ljubljanski holding. Graški holding izhaja iz popolnoma drugega etičnega prostora, kot smo mi na Balkanu. Ljubljanski holding temelji na avtokratskem obvladovanju celotnega mesta in na eni drugi ni primerljiv, oziroma ne more biti primerljiv z tem, kaj bi želeli v Mariboru. Drugi razlog za holding, ki pa je v večini primerov naveden kot razlog, pa je to, da ga od spodaj biksajo in da zdaj more zgoraj nekdo biti, ki bo pa zdaj tu red naredil. Ampak žal, iz prakse vemo, da riba običajno smrdi pri glavi. In z tem holdingom se uničuje entuziazem in vse tisto, kar prinaša nek napredek posameznikov, ki so pa malce bolj od spodaj. Kot zelo slabo prakso holdinga imamo ravno HSE, DOO, holding Slovenskih elektrarn, tudi SDH, ki sta se oba dva pokazala kot izredno nefunkcionalna, ki sta se prikazala kot neko odlagališče nekih političnih kadrov, nepotrebnih kjerkoli druge. In seveda, vse slabe stvari so se rodile ravno takrat, ko se je ta holding rodil, zaradi tega, da bi te slabe stvari preprečeval. In tisto, kar je seveda najbolj pomembno, kaj je že Stojan malo nakazal, ni narejena SWOT analiza, to pomeni, koliko nas bo vse skupaj stalo, v prvih letih zagotovo nas bo nekaj stalo in koliko bomo v naslednjih letih prihranili, to pomeni neka SWOT analiza z vsemi finančnimi podatki. Jaz bi se samo dodal, se zahvaljujem kolegi Vladu, to tudi včeraj na koalicijskem usklajevanju je bil edini, ki je podprl moje razmišljanja.
Namreč, poglejte, vsako od teh javnih podjetij ima svojo informacijsko tehnologijo. Vsak ima svoj IT sistem. Gre za izredno pomembno dejstvo, da so do mala vsa ta javna podjetja sklepala neke zunanje, bi rekel, naročniške storitve podjetij, ki se pravzaprav s tem ukvarjajo. Še posebej zdaj, ko je v veljavi zakon o varovanju osebnih podatkov. In veste, prekiniti te pogodbe, ne, in seveda vse skupaj narediti na novo, ne, v nekem smislu informacijske tehnologije, to bo vlado 6 milijonov, najmanj v holdingu Slovenske elektrarne je to koštalo koliko? Skoraj 15 Matjašič, so milijonov. ta vprašanja približno odgovorjena, približno jasna, to, kar sta kolega Auer pa Šega govorila, pa tudi gospod. Glede tega zadnjega, ne? Mislim, da je prav, da končno pride en župan, ki udari po mizi in reče konec teh pogodb, tam in vsak za svojo firmo in vsak z nekimi provizijami. Je mogoče začetni strošek, na dolgi rok pa je sigurno prav, da ima tak sistem, nekaj notni sistem. Ampak se vam zdi, da bo javnost verjela, da ne bo šlo, da v bistvu pri tem holdingu gre samo za to, da bo dobil kompleten nadzor župan nad sabo in bo popolnoma avtokratsko, seveda uradno, to ne bo nikoli noben priznal, lahko obvladoval tako rekoč 5 javnih podjetij. Jaz mislim, da je želja in mora biti, in temu bom sledil, združevanje, optimizacija, to bom več čas spremljal, težil k temu. In še enkrat, to je treba gledati kot nek pozitivni mariborski holding in ga mogoče ne primerjati z vsemi slabimi praksami HSE, SDH in vsega. Vseeno delamo en nov holding v Mariboru z dobrimi nameni. Gospod Auer? Pa gospod Veljko? Moram malo o temu, bi rekel, kolegu povedati par stvari. Znači, nihče ni proti temu, da se holding ustanovi. Vendar midva z Vladotom opozarjava samo na to, da moramo stvari pripraviti tako, da nas kasneje ne bo več bolela glava. Posledično, da se položnice ne bodo zvišale, ker vse napačne odločitve mora nekdo plačati. In to lahko plačajo samo ljudje, končni uporabniki. Jaz že zdaj govorim o tem, da si želimo, da se končno naredi enkrat red, ampak modro, dobro in za vselej, da nas nikoli več ne bo bolela glava. Gospod Veljko? Toliko vprašanj, kot je bilo danes tu slišanih, ravno dokaza to, kar sem prej povedal. Preveč je še nejasnega, pa tudi to, gledajte, ni dovolj, da smo optimistični, če gremo v holding. Treba imeti odgovore na neko večino vprašanj, vse ne moramo vedeti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, odgovorjeno bo neko tako, ker iti samo nekam, ker želimo iti neko pot, se mi zdi precej naivno, da verjamemo, da pač, ker se župan tako odločil, bo, jaz verjamem, da ima župan tukaj dobre namene, ampak dobre namene tudi niso dovolj, da bo na koncu tudi dober izdelek. Se strinjam, da treba to iti, ampak jaz mislim, da nekaj mesto razlike ne bi tukaj se poznalo, bi pa zadeva izpadla malo bolj kompetentna, ker bi konec koncev imeli odgovore na ta vprašanja odgovorjene. Jaz pa danes ne vem, marsikaj tudi ste videli kolegi v koaliciji, ne vedo, kaj se sploh, kaj ta holding prinaša in tega me je najbolj strah, da bi se ne potem čez 2 leti tolkli po glavi in župan je pač rekel, nisem vedel, tega se ne sme zgoditi. Gospod Matjašič? Vsa ta vprašanja so legitimna in so prav, da so in tudi zato je postopek. Še enkrat, jutri imamo, mislim, da novo srečanje koalicije, samo na temo holding, pridejo pripravljalci, odvetniki so pripravljali, vsa vprašanja naša lahko damo, nam odgovorijo. Ponedeljek imamo prvo obravnavo, kjer lahko vsi svetniki debatiramo po 7 minut, 5 minut, verjetno 12, nam morajo odgovoriti, spremljivo upoštevati ali odgovoriti, zakaj niso bile, potem je mesec dni, potem je še ena obravnava, amandmaji, je postopek, kjer se mislim, da ti vprašanja, ki so legitimna, odgovorila in popravila. Še na to temo bomo govorili po oglasih čez nekaj minut. Mi smo nazaj, oddaja v Mariboru, vsi pogovarjamo se z mariborskimi mestnimi svetniki pred sejo, ki bo 13. maja. Med drugim je tudi odlok o ustanovitvi torej javnega podjetja Snaga. Tik prednji bi naj odločali tudi o holdingu. Pa prej sta želela, gospod Šega pa gospod Auer, nekaj dodati. Ja, kaj lahko prinese tudi to nedogovarjanje z vsemi okoli, ne? Če bi bil župan Ruš, Lenarta, Sevnice, kjer bi imel nekakšen procent, užaljeno bi najprej odgnal Snago in poklical, da ne bom reklame naredil, pač neko drugo firmo, ki bo v mojem mestu, če tudi dražje odnašala smeti. Zato je potreben nek dogovor. To ste dobro rekli in to se že o tem šušlja. Ja. Rad bi samo rekel, zdaj pravim izvajanje gospoda Matica, torej pravi, da so to gradivo pripravili strokovnjaki. Zdaj sprašujem, kateri strokovnjaki? To gradivo je pripravil zgolj en odvetnik,
ki seveda iz pravnega vidika, jaz ne vidim ničesar spornega, ampak iz ekonomskega vidika pa prav gotovo. In mislim, da je vsaka taka debata pozitivna, ker so vse naše, bi rekel, pripombe, razmišljanja dobronamerne in ne slabe. Zdaj pa seveda njega sprašujem, ne, pa naj on pove, da je to gradivo prebral, kaj ta holding pravzaprav govori, na kak način se bo prenesel, bi rekel, nek zaposleni delavec na ta holding. Zdaj povejte pred kamere, da vidim, če sploh poznate materijo. Vi ste šole televizijske vodili pred leti, ko mene še ni bilo, danes smo na drugi temi. Javno podjetje Snaga. Holding sem gradivo prebral in tudi na seji povedal stvari, ki jih moram zapovedati. Dajte biti, prosim, malo spoštljivi. To, če sem mlajši, ste lahko spoštljivi. Mogoče nisem v politiki 20 let, mogoče je to dobro. Glede Snage. Ja. Javno podjetje, slišali smo težave Snage na prejšnji seji, slišali smo, kaj se dogaja. Strinjam se, da je potrebna komunikacija z ostalimi občinami. Ne vem, če je bila, če jo je imel župan, jaz ne vem za njo. Vsekakor pa to, da gremo v javno podjetje, da so stvari, bom rekel, spet smo pri tistih hčerinskih družbah vidljivosti, da ima večji pregled občina, je pozitivno in bom to podprl. Kako pa komentirate, seveda zdaj aprila se je to zgodilo, zdaj že nekaj časa potem, post festom, do zdaj smo plačevali za 120 litrsko posodo, za smeti 10, nekaj čez 10 evrov, zdaj pa bomo tam, bom rekel, slabih 14 plačevali. Mariborčani, dvignili ste roke tisti, ki ste, saj javno je to znano, zato, da bomo plačali to, kar je, bom rekel, neodgovorni direktor oziroma to vodstvo Snage naredilo izgube. In zdaj so Mariborčani vsi, ker je živimo v Mariboru, plačevali to izgubo svetniki, tiste, ki ste za to dvignili, pa ste zdvignili roko, da mi moramo pokrivati izgubo. Sprašujem, kdo bo popravil, kdo bo plačal izgubo, če jo jaz recimo, ali pa en izmed Mariborčanov naredi. Boste mestni svetniki dvignili roko, da boste neko položnico povišali, pa naj plačate? Lahko. Ker? Ja. Namreč to povišanje je ena velika svinjarija. Ja, se strinjam. Povišanje je vedno problematično po eni strani z političnega stališča, ker se kot politik zameriš volivcev, po drugi strani pa se kot skupščina, recimo temu, da je mestni svet skupščina tega podjetja, mora zavedati nečesa, jaz sem izhajal izključno iz podatkov tekočega poslovanja in tekoča stroškovno ceno ne pokriva prihodki iz najemnin oziroma iz pobirane smeti. In zgolj zaradi tega sem se odločil za odvoz smeti, za povišanje cene odvoza smeti. Seveda je pa treba zgodbo racionalizirati in v primeru racionalizacije položnice primerno znižati. Pravim, vse to je, vedno je dvorezen meč, stroškovna cena mora pač pokrivati nekako prihodke. Verjamete, oziroma dolgo sva že, verjetno v Sloveniji, kdaj je katerokoli komunalno podjetje v Sloveniji znižalo položnico, bom rekel, za 30-35%, a zdaj imamo dobiček, zdaj bomo znižali? To vam pa moram praviti, se strinjam. No, če dovolite, ne. Zdaj, jaz sem o tem že veliko govoril tudi na vaši televiziji. Pa dovolite najprej eno dejstvo. V Mariboru je veljala položnica za 120 litrsko posodo doslej 10,77 evrov. V občini Ljubljana 50% več. V krajih okrog nas, občinah okrog nas, ker je to storitev opravljala Saubermacher, 70% več. Ja. V občini Celje pa kar 90% več. Maribor na kljub podražitvi ostaja še vedno eno najcenejših mest, kar se tiče odvoza odpadkov. Pa dovolite, če pojasnim. Če bi bil to glavni vzrok. Dovolite, da pojasnim. Veste, položnica se ne določa kar tako. Zakonsko je predpisano, kako se določa. Vsako javno podjetje, ki izvaja javno službo, je dolžno predočiti vsako leto izkaz stroškov, ki jih ima, in upoštevati še amortizacijo. To je počelo tudi podjetje Snaga, vendar podžupan Saša Pelko in njegov župan Andrej Fištrevec te podatke niso predočili mestnemu svetu in sta jih dobesedno skrivala v predalu. Zato smo v listi za pravičnost in razvoj predlagali in soglasno je bil sprejet na mestnem svetu tudi sklep, da se sproži postopek, zakaj se je to zgodilo in zakaj tega zakonsko, bi rekel, dolžnostnega ravnanja nista storila. Gospod Pelko?
Tu se moram javiti. Poglejte, bilo je vprašanje, zakaj je nekdo glasoval za podražitev, potem smo pa na koncu prišli, da je nekdo neke papirje skrival v predalu. Jaz se odločno zavračam, nobenih papirjev nisem nikoli skrival v predalu. Karkoli je počel gospod Žalik kot direktor Snage, je imel možnost tudi predočiti javnosti, predočiti konec koncev mestnim svetnikom. Če tega ni storil, dejansko ima on problem. Verjamem, da tudi župan Fiščevec takrat ničesar ni skrival v nobenih predalih, ampak konec koncev predlagatelj gradiva je lahko župan, predlagatelj gradiva je lahko skupina mestnih svetnikov, tako da zdaj iskati neko izgovorov, da je tukaj bivši župan kriv, je mislim totalno nesmiselno. Poleg tega se treba zavedati, gledajte, tudi če je ta podražitev, povišanje stroškov bilo potrebno, ni pošteno do občanov, da se jim čez noč dvigne neki odvoz odpadkov za 38%. Mislim, da bi tukaj moralo biti breme predzajeno delno na občinski proračun, delno pa na denarnice občanov. Jaz mislim, zaradi tega tudi smo mi glasovali proti, ker dejansko je celotno breme padlo na pleče občanov, kar se mi ne zdi pošteno. Konec koncev ne živimo na Norveškem, živimo v Mariboru, kjer vemo, kako stanje je in ni prav, da vse skupaj pade. Take podražitve še ni bilo. Ko ste vprašali glede pocenitev, ja, v Ljubljani je bila pred nekaj leti, po mojih informacijah, v decembru neke vrste poračun, ko so ugotovili, da je dejansko tako da so decembra plačali nekoliko manj, tako da je to možno, upam, tudi Maribor. Dobro ste rekli v začetku, da je to svinerija. Svinerija je to, da je nekdo pred letom ni razlagal na mestnem svetu, pa eden izmed njih stoji ob meni, kako Snaga bo dobro delala, kako bo položnica 40% nižje, postavilo jumbo plakate, kako bo vse poceni, se šel celo kampanjo na račun tega in potem, ko so prišle realne številke, v letu 4 leta smo videli, kakšen minus je na Snage, tako da ja, to je svinerija, to se strinjam z vami. Zdaj breme je padlo na občane, slišali smo, še vedno smo najcenejši, vse pa je šlo hkrati, ker smo vsi podprli, kot je povedal gospod Aver, v revizijo poslovanja, šlo se je v, bom rekel, razrešitev vodstva, vemo, da je sklicana skupščina, da bo nadzorni svet novi in da se bo direktorja pač od odgovornosti poklicalo, no. In to je edino prav. Gospod Pelko, pa gospod Šega, pa gospod Aver. Gledajte, ne bi tukaj šel neke demagogije, pa mešanje jabolk in hrušk. Eno je, ko so govorili, kaj bo prinesla sortirnica, druga je, kaj je dejansko tukaj redna cena odvoza odpadkov, tudi pri tej podražitvi je sam župan podaril, da tukaj dejansko ta, bom rekel, cena sortirnice nima nobene povezave. Kaj bo prinesla sortirnica, bo prikazala prihodnost. Mi takrat za razliko od tega župana nismo šli na mestni svet kar na horuk, ampak dejansko z nekimi študijami, ki smo jih predstavili in šele kasneje je bilo ta, bom rekel, soglasje za najem kredita pri Snagi za sortirnico sprejeto. In jaz prepričam še danes, da bo sortirnica delala dobro in bo dejansko, da ta odločitev takrat, kot je bila dobra, ker smo konec koncev šli v korak časom in našli boljšo rešitev kot recimo, ne vem, Ljubljana, ki je šla v čisto drugo smer za dosti večji denar. Tako da ne tu meša zdaj podražitev teh položnic s tem, kaj je pač gospod Matjašič malo zavaja. Tako da, ja, seveda bo cenejše, ko bo začela delovati sortirnica v polnem pomenu, danes pa še ne deluje, tako da ja, bo cenejše. Gospod Šega, pa gospod Aver. Veste, ne se sliši še tako žalostno. V vsakem primeru, če bi bila podražitev, ne bi bila podražitev, bi zgodbo pokrivali iz istega žepa, to pomeni žepa davkoplačevalcev ali preko položnice ali pa preko občinskega proračuna, ki si pa prav tako polni iz žepa davkoplačevalcev. To pomeni, če ne bi sprejeli podražitve, ne bi naredili kaj bistveno boljšega. Seveda ne bi tega občani čutili direktno na žepu, ampak bi čutili recimo, kaj se je mogoče nekaj manj kulture, nekaj manj športa ali nekaj pač manj uslug, ki jih občina nudi. Tako da je sprenevedanje praktično tega ne podražiti. To podpirate, to se pravi, če jaz prav razumem, pač direktor Žalek je to naredil, kar je naredil, Mariborčani pa plačajo. To pa nikakor ne. Ampak to bo neposredno nas vdarilo v žepe. Kot občan bi lahko rekel, kaj me briga, pa ne bo drugega manj, ampak na moji položnici bo več. Na mesec na leto bom plačal, ne vem, toliko in toliko več, o tem. Ja, hočem povedati, podjetje je potrebno voditi odgovorno in vestno in tu je osnova vseh težav in seveda ne se zgolj politično obnašati, ko vidiš, da stroškovna cena narašča in če bi mi takrat, ko je bilo prvič potrebno, podražili za toliko in toliko in toliko, potem tudi Snaga ne bi zašla v takšne težave in seveda od prve podražitve do te podražitve bi seveda bilo bistveno manj kot 38%, zato ker težave
prinašajo še dodatne izgube in še dodatne manjše. Gospod Tavor? Bi kar potegnil črto pod tem, kar so povedali predhodniki. V prvi vrsti v Listi za pravičnost in razvoj smo opozarjali in tudi bili tisti, ki smo klicali tako rekoč k reviziji ne samo dela nadzornega sveta, ampak v prvi vrsti tudi uprave, ne samo gospoda Cveta Žalika, ampak ljudi, ki so seveda v upravi Snage. Tudi oni so veliki krivci za stanje, ki je. Še vedno terjamo, da jih seveda najprej revidiramo, preučimo, kdo je pravzaprav glavni krivec, imena in priimki so znani in to krivdo je treba tem ljudem seveda dokazati. Če se dokaže, jih je treba odškodninsko terjati in tudi to je bil moj predlog sklepa in tudi ta sklep je bil soglasno sprejet tako na odboru, kot tudi kasneje na mestnem svetu. In dovolite, če povem še zadnje dejstvo, je pa res, tu se strinjam s kolego Šego, ko se je ugotovilo, da je podjetje Snaga v rdečih številkah in da imamo v bistvu edino pot to, da se cena pač odvoza dvigne, je imel župan Saša Arsenovič na voljo dve rešitvi. Ena rešitev je bila ta, ki jo je na koncu predlagal mestnemu svetu, da se podražitev prenese na občane in to za povišanjem položnic. Druga rešitev je pa bila ta, ki je zakonsko dopustna, da bi namesto občane obremenil proračun, kajti zakon določa in dopušča možnost, da se javna komunalna služba lahko sofinancira v višini 50–50%. V tem primeru bi to izgubo pokrival proračun in ne občani. Zdaj izbral je prvo opcijo, zdaj zakaj, pa bi moral odgovoriti on. Je tako. Cene socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu v mestni občini Maribor. Še ena zadeva, ki zvišuje. Na tiho bo to tako šlo mimo. To se pravi, to je še ena izmed podražitev, ki se bo zgodila pod tem županskim. Ste prebrali gradivo? Piše sicer usklajevanje cen oziroma soglasje, dajanje soglasja. Podpirate? To se pravi še za manj? Za oskrbo. Za oskrbo govorimo seveda o socialno-varstveni storitvi pomoč družini na domu v mestni občini Maribor. Bomo politično podprli tega še sprejeli, še pomisleku na seji izpostavili. Težko je ob teh podražitvah vsega, smo pa slišali na prejšnji seji, težko je tudi, ko država dviguje stroške plač, ko nam plače gre v nebojne službenice, denarja dodatnega pa ni. Ljudje se bodo še manj lahko začaranem krogu, pomoči na domu. Kjer smo na tem težki odločitvi, kako tistim socialno, ki to potrebujejo, to podraži, tako da mi nimamo še stališča sprejetega, o tem še debatiramo. Poglejte, mene je strah, da bomo iz seje na sejo hodili svetniki in dobili pred sabo gradivo o nekih podražitvah. Jaz upam, da ne bo celotna strategija tega župana, da bomo samo glasovali o podražitvah, pa tudi kaj o čem razvojnem, in da se bo začelo te občine končno nekaj delati, ne samo skubiti občane. Ker bom rekel, današnjo dajo, samo pogledajte, se pogovarjamo dejansko samo o dodatnem obremenjevanju občanov in meni v tem dejansko močno skrbi, kaj bo s tem. Zdaj zanašati se na to oziroma izgovarjati se na državo, ki pač zvišuje marsikaj, se mi tudi ne zdi prav. Konec koncev je ta župan bil izvoljen na listi stranke, ki je v vladi, veliko je v volilni kampanji govoril o tem, kaj si obeta o pomoči vlade, ampak jaz te pomoči vlade nikjer ne vidim, nobenega posluha te vlade ne vidim za občino Maribor, ne vem, kakšna je tukaj komunikacija in jaz upam, da če je, zakaj tu vlada kriva, imamo konec koncev dva poslanca v mestnem svetu, ki sta oba iz koalicijskih strank, tako v vladi, kot tudi v mestni koaliciji. In jaz mislim, da konec koncev naj se tu zmenijo seveda skupaj mestna oblast in državna oblast in naj najdejo neke rešitve. Niso rešitve samo za Maribor, ampak za celotno Slovenijo. Da bo konec tega izgovarjanja, da je pač to vedno krivo, ker je pač si država nekaj izmislila. In jaz mislim, da taka možnost, kot je zdaj, prej ni bilo, konec koncev, prej nismo imeli poslance v mestnem svetu v prejšnjem mandatu, župan tudi ni bil iz vladne stranke, danes imamo pa to urejeno, jaz mislim, da tukaj nekih izgovorov več ne more biti. Boste podprli to soglasje, gospod Šega, gospod Tavor? Kar se tiče Levice, zagotovo ne, kajti ko je neka podražitev nujno prizadene, nekako linearno vse ljudi je, ne bom rekel prevečljivo, ampak lažje, kot pa kada neka podražitev zadene tiste nekako socialno in kakorkoli najšibkejše. Jaz menim, da bi predvsem morali delati na prihodkovni strani občine. Sami vemo, da tudi doma lahko še tako šparamo in nič ne pomaga, če pa
nekaj na prihodkovni strani naredimo, pa zadeve pomaga. Dejansko ta glavarina, ta del, ki ga država daje, je pač treba na takšen ali drugačen način od države izsiliti. Še gospod Tavar? Jaz se tu pridružujem kolegi Vladu. Recimo, zgolj za primer, ne, v četrtek imam odbor za komunalo, na njem kot predsedujoči pa kar 15 točk. Gre za izredno preko problematične zadeve, ki jih en odbor ne more predelati v nekaj urah. Zato razmišljam, da bi seveda odbor sklical vsaj dvakrat do seje mestnega sveta, ker je nemogoče tako zajetno gradivo predelati v nekem, da rečem temu, še normalnem času. Včeraj sem opozoril razen na to dejstvo, ki ga vi navajate, še na drugo dejstvo. Gre o pogrebni službi, tudi tam so predvidene, vsaj po mojem branju gradiva, višje grobarnine, ki so po moji oceni nepotrebne. Jaz sem preveril tudi pri pogrebnem podjetju, ali so potrebne in ali za njimi stojijo. Povedali so mi, da za njimi ne stojijo in da so pravzaprav malo začudeni, zakaj jih nekdo pravzaprav zdaj uvršča v to gradivo. Skratka, če seveda skrajšam, ne, težko razumem, zakaj tudi kot član koalicije in vlado je tudi del tega, neke stvari ne predelamo, predebatiramo, preden gredo seveda na spletno stran ali bolje rečeno v obravnavo na mestni svet. Pogrešam to, to sem županu večkrat povedal, zdi se mi pametno, da neke stvari prej uskladimo, jih predelamo in ne da jih debatiramo kot danes v očeh javnosti, ker menim, da bi bistveno bolje delovali vsi mi, če bi seveda te stvari skrbno preučili in se o njih dogovorili, še preden gredo na mestni svet. Dobro, čez nekaj minut smo nazaj po oglasih. Mi smo v zadnjem delu oddaje, gostimo mariborske mestne svetnike. Naj seveda povem, da liste Arsenovič za Maribor ponovno ni, že kot X oddaj pred tem, očitno ne rabijo javnosti govoriti, kaj delajo. Sprašujem pa tole, Mariborska knjižnica, vse tiho je bilo. Vam je kaj znano, mariborskim mestnim svetnikom, kaj zdaj knjižnica, kje bo, ne bo, ali kje, in vse tiho je bilo? No, na to smo dobili vsi skupaj zgolj retorična pojasnila, kako bi naj izgledalo. Če besedam zavereti, potem bi naj zgodba bila dobra, vendar nekih planov, načrtov, finančnih konstrukcij, vsega tega pa še nismo dobili v pogled, zgolj na načelni ravni. Veste vi kaj več, gospod Tavar? Ne, mislim, da ni nikogar, ki bi lahko kaj več vedel. Se pravi, znotraj koalicije nimamo popolnoma več nobenih podatkov, kot jih ima recimo javnost ali bolje rečeno opozicija. Enostavno nismo informirani in zato tudi ne morem govoriti o tem, kakšnem stanju ta trenutek projekt obnove knjižnice je. Župan je predstavil in nam koaliciji, mislim, svetnikom in javnosti na konferenci novinarski, da knjižnica bo na Rotovškem trgu, da projekt optimizirajo. To pa je to, kar vemo. Meni je znano iz medijev, da ta optimizacija projekta pomeni, bom rekel, zmanjšanje kvadrature, zmanjšanje funkcionalnih površin. Jaz, koliko vem iz prejšnjega mandata, je pač vodstvo knjižnice, mi smo delali pač tukaj v sodelovanju z vodstvom knjižnice, kjer so pač niso pristali za manj kot na 7000 kvadratnih metrov. Tukaj očitno so pač, so pristali, da so bili prisiljeni pristati na manjšo površino. Tudi župani govorijo o nekih tem, da bi tudi Rotovško klet, ki je bila vrsto let gostinski lokal, predelal v del knjižnice, kar se mi ne zdi najbolj smotrno, ampak če pač to je stvar stroke, če ima to mnenje, naj potem to uresničijo. To so informacije, ki pač imam iz medija in se mi zdi, da to ne bo knjižnica, o kateri govorimo. Ko so mi hoteli knjižnico kam seliti, so govorili, da ne bo to, kaj je bilo v osnovi mišljeno, zdaj pa vidim, da bo dejansko ena etaža manj, da se bi najšla tudi ključila ta površina te kleti Rotovške in da imam nekaj informacije, da vodstvo knjižnice s tem ni najbolj, bom rekel, nadušeno oziroma ne soglaša s tem, da so bili enostavno postavljeni pred dejstvo. Jaz upam, da to ne drži. Župan je predstavil projekt oziroma ideje optimizacije, da se torej druga klet črta in se gre raje na površju v širino, se uporabi še stavbe obstoječe, ki so na trgu, Rotovškem trgu, in da se trg kot celota prenovi. Torej, da se namesto v klet kopamo knjižnico nekam v temo,
uporabi stavbe obstoječe, morda kakšna stara stavba na trgu poruši, naredi nova in se gre v širino. Kvadratura in vse skupaj je pa ustrezno in knjižničarom ustreza, so tudi pojasnili, da jim je ok. Ja, gospod Tavr. Rešitev je, ampak zgolj in izključno v novem zakonu, ki se mu pravi tako imenovani kulturni evro. Vendar se pri tem novem zakonu ne ve, ali bo ta kulturni evro namenjen investicijam, ali bo ta kulturni evro dodaten, namenjen programu. Seveda, mi se zauzemamo za to, da bi upošteval oboje. In če bo upošteval oboje, je vsaj po besedah aktualnega ministra možno, da bi del tega denarja romal tudi v Maribor. Ne nazadnje, podžupanja bo iz vrst stranke SD, odkudar prihaja kulturni minister, in najverjetneje bi to lahko bila njena prioriteta pridobitev tega kulturnega evra. Pozitivna zadeva, 1 600 000 evrov za ureditev kolesarske infrastrukture med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, to je odobreno, da ne bomo samo kritizirali. Koliko razumem, je odobreno, se dela na projektu in to je res stvar za pohvaliti. Ja, to pa vsekakor. Za to zgodbo se strinjam, se mi zdi kar dobra. Projektov sicer detaljno še nismo videli, ampak vsaj ta idejna zasnova, koliko sem jaz uspel videti, je So mestne četrti krajevne skupnosti, ste kaj z njimi komunicirali že pred časom? Se to je stara zgodba, to smo že v našem mandatu pripravljali, konec koncev, zdaj je bil pač razpis in to normalno je dobra stvar, vsako povezovanje na tem področju je dobro, tako da tukaj mislim, da ne bo te naš njel, ki bi temu nasprotoval. Še je mogoče samo to, pravzaprav, če se zgodijo 4 podžupani, boste podprli, zdaj tu samo ja ali ne, to me zanima, statut. Torej, spremembo statuta Mariborske občine iz 3 na 4 boste podprli ja ali ne? To smo že v bistvu na začetku vedeli, da vi ne boste, vi boste, vi? Glejte, še enkrat ne bom morda ponovil naše stališče. Ko smo podpisovali koalicijsko pogodbo, kot je to storila tudi stranka SD. Stranka SD je, kolikor vem, pogojevala vstop v koalicijo s tem, da bo pridobila podžupansko mesto. LPR, Lista za pravičnost in razvoj, je podpisala koalicijsko pogodbo z pogojem, da se zmanjša število svetnikov. Torej, sprememba statuta ne boste podprli. Za oboje je pomembno ali pa je nujna sprememba statuta. Zdaj je na mizi samo upoštevanje koalicijske zahteve stranke SD, torej, da se bo dobil 4. podžupan, kar je županova pravica, jaz njemu ne hodim v zelje, niti ne razmišljam o tem, da bi mu ukratil pravico izbirati si njegove stalne sodelavce, vendar obžalujem, da pa ni upošteval naše koalicijske, bi rekel, zahteve za vstop v koalicijo, ki se reče zmanjšanje število svetnikov. Torej, ne boste podprli? Ne bomo podprli. Mi bomo pa danes večer na Levici odločali o tej zgodbi in smo pa bolj nenaklonjeni kot pa ja. Dobro. Hvala lepa za obisk v studio, pa seveda lepo opravite sejo. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa seveda hvala za pozornost in nasvidenje tudi prihodnji teden.